bistvu iskanje odgovorov na to je podobno približno metanju špagetov ob steno, ne. In zdaj odvisno, mediji ta trenutek vsak zase pripravlja eno omako, ne. In te špagete z omako meče ob steno, ne. In v veliki večini primerov padejo dol, ne. Skratka, ne najdeš nekega odgovora na vse te izzive sodobnih medijev, ne. Zna se pa zgoditi, da narediš tako omako, da pa špageti ostanejo na steni, ne. Je rekel, to se zgodi zelo redko, ampak če ne mečeš špagetov z stotimi omakami, pač ne boš v medijih oziroma danes nikamor prišel. In mi smo pač v nenehnem metanju teh špagetov z omakami ob steno, ne. In čakamo, da se bo nekaj, predvsem na področju digitalnih naročnin, da se bo nekaj spremenilo, ne. Pa se zaenkrat žal ne. Ne, samo res zelo pomembno vprašanje. Skratka, kakšen bi mogel izgledati poslovni model medija, da bi bil hkrati vzdržen in zagotavljal kakovostne vsebine, ne. Prej si omenil primer Slovaške in število naročnikov. Zdaj, jaz tega primera sicer ne poznam, bi pa rekla, da je eden od korakov, ki smo jih večina v medijih, vsaj etabliranih medijih, pozabili ali pa prepozno začeli delati, na gradnji naročniške baze na spletu. To je ena, ker na tem je treba non-stop delati, non-stop ponujati in na izbiro dajati različne opcije, ne. In me pa ob tem recimo zanima še druga zadeva. Okej, ne vemo, kakšen poslovni model, nismo ga prav čas začeli tudi zaračunavati, ampak smo 10 let omogočali na spletu tam nekje vse zastonj. Pol smo pa ljudem rekli, dajte 5 evrov na mesec, se jim je pa zdelo, da jim hočemo roko utrgati. Ampak kje pa ti vidiš največje grožnje novinarski neodvisnosti danes, ne? Zdaj, a je to kapital, o katerem govorimo, a je to politika, ali je to komercializacija vsebin, torej pritisk, da moraš nabrati določeno število klikov, ali je po tvojem kaj drugega, ali vse troje pa še kaj dodatno?